in za njegovo vlado, o popoplavni obnovi, iskanju finančnih virov zanjo, o zdravstveni reformi, mednarodnih vojnih žariščih, pa tudi o pogajanjih s sindikati in o politični preiskavi njegovega domnevnega vplivanja na delo policije. Ob 21. uri nadaljujemo večer s pogovorom s prvakoma dveh opozicijskih strank, Janezom Janšo iz SDS-a in Matejem Toninom, Nova Slovenija. No, govorili bomo o gospodarskih razmerah v državi, o geopolitičnih spremembah v svetu in o domačih političnih napetostih, tudi med obema opozicijskima strankama. Začnemo čez nekaj trenutkov. V Mercatorju, kjer za vsak... Vaše najdražje letos počaka, razveselite jih. Dober večer, spoštovani gledalke in gledalci, pozdravljeni ob spremljanju letnega pogovora s predsednikom vlade, prvim tovrstnim, odkar se je zavihtel na premierski položaj. In dober večer tudi vam, gospod premier Robert Golob, dobrodošli. Dober večer in lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Veliko tem se je nabralo od zmage na volitvah, aprila bo 2 leti, pa od prevzema vlade, torej leto in pol ste, če rečem, vse aktualni dogodki se prehitevajo, ampak dovolite Lidino vprašanje, glede na to, da ste prvi menedžer v politiki, zakaj se po vašem, po izkušnjah leta in pol, ne da države voditi tako kot podjetje? Po resnici je odgovor kompleksen in preprost istočasno. Dejansko je treba pri vodenju države upoštevati več deležnikov kot v podjetju. Ampak dobra lastnost uspešnih menedžerjev je, da se znamo učiti. In jaz sem se marsikaj naučil v tem letu in pol in verjamem, da bo tudi zaradi tega v bodoče boljše in tudi meni bolj enostavno. Naučiti iz lastnih napak? Tudi napake je treba... Nekaj šole? Definitivno. Ampak priznavanje napak je ena od tistih lastnosti, ki bi morali naučiti naše otroke. Zakaj? Ker takrat, ko se človek prizna napako, potem lahko tudi raste. In to res verjamem. Skrivati napake se ne obnese, priznati in se popraviti je pa moj moto življenjski. Greva širše, greva v Bruselj. Precej napeto ali pa dramatično je bilo zadnje dneve v Bruslju, tako rekoč nočna izmena, 12-urna pogajanja, Evropski svet, 50 milijard pomoči Ukrajini, tukaj je madžarski premier Orban dal veto. Rekli ste, da obstaja plan B. Kakšen je? Ga je mogoče okviriti? Ima Unija možnost, ko nekdo da veto na tako zadevo, zaobiti? Mogoče, da najprej osvetlim za gledalce, gledalke, zakaj je šlo. V resnici je šlo za to, da na eni strani smo imeli pomoč Ukrajini, zato da bo lahko kot država normalno funkcionirala v naslednjih 4 letih. Na drugi strani smo pa nekatere druge države, med njimi tudi Slovenija, pričakovali in zahtevali, da se v spremembo proračuna vnesejo tudi ostale prioritete. Solidarnost. Solidarnostni sklad v primeru pomoči pri poplavah, več sredstev za reševanje nelegalnih migracij in več sredstev za podporo Zahodnemu Balkanu. In smo iskali uravnotežen pristop. Dobra novica je, da smo po 8-urnih pogajanjih tako ravnotežen proračun uspeli sestaviti. Se pravi, ne samo Ukrajina, ampak tudi ostale prioritete, ki so tudi Sloveniji zelo pomembne. No, potem je pa na sceno vstopila voditelj sosednje Madžarske in v resnici brez realnih argumentov zablokiral nadaljnji postopek. Pa vendar, treba je povedati, sedeli smo skupaj, pogovarjali smo se, odločili smo se, da damo tudi Madžarski čas do februarja. 1. februarja imamo nov izredni vrh, na temu bomo ponovno preučili, ali lahko dobimo podporo Madžarske, točno temu predlogu uravnoteženemu, ki smo ga uskladili vseh ostalih 26. In kaj bo Madžarska dobila za to? Nič. Madžarska se bo v tem času prepričala, ali so tiste zaveze, ki jih je dobila strani komisije, dejansko uresničene. To samo pomeni, da si je kupila čas, da verificira, ali bodo med sebojni dogovori spoštovani. Meni je to popolnoma legitimno stališče, kot je legitimno tudi to, da se v vmesnem obdobju strani nas 26 dela na alternativnem načrtu. Alternativni načrt je pa ko isti proračun realizirati brez Madžarske. Torej se ne more v Evropski uniji zgoditi, kot beremo zdaj v Združenih državah Amerike, naslov zmanjkalo denarja za pomoč Ukrajini ali pa, ne vem, pomoč Ukrajini v primežu strankarskih prerivanj. Na srečo ne, je pa res, da vedno,
ko je vprašanje o denarju, takrat se vedno vname precej močen spopad med članicami iz severa, pa zahoda in pa članicami iz juga. V tem primeru pa, kot rečeno, je šlo za neko drugo zgodbo, samostojno zgodbo, ampak jaz mislim, da bo čas pokazal, da se bodo stvari premaknile naprej v pravo smer. Morda samo še eno vprašanje na Ukrajino, in sicer pristopna pogajanja. Tukaj je Orban zapustil sestanek, omogočil, da vas je 26 predsednikov sprejelo ta pristopna. Ali ni nobenega skeptika med temi 26, ki bi rekel, morda pa državo sredi vojne kar tako pridružiti oziroma začeti postopek ni dobro, ni nikogar takega? Torej, najprej se moramo zavedati, da začetek postopka še ne pomeni, da bo postopek tudi v nekem kratkem času zaključen. Nenazadnje Slovenija je potrebovala več kot 6 let od začetka pa do zaključka. Pa smo bili... Vsaki nacionalni parlament ima pravico. Drži, ampak v kasnejših fazah. Da. To, da se je postopek začel za Ukrajino, ima neverjetno moč, simbolno na eni strani za Ukrajince, hkrati pa tudi transformativno. Kaj pomeni? Da se bo Ukrajina zdaj, ko bo začela s pogajanji, dejansko morala začeti izvajati reforme. Spravi, od tega dneva dalje je žogica na strani ukrajinskih oblasti. Oni morajo dokazovati skozi reformna prizadevanja, da dejansko sodijo v Evropo. Ta proces je izjemno pomemben, tudi Slovenija ga je dala skozi, jaz sem bil tudi sam udeležen takrat in vem, kako je pomembno vplival, da se je Slovenija spremenila v napredno, demokratično in tudi pravno državo. In to je zelo pomembno tako za Ukrajino, kot tudi za Evropsko unijo. Zdaj bova krajša. Opaženo je bilo, da ste večkrat med evropskimi predsedniki na sestankih z Macronom, francoskim predsednikom. Kakšen poseben razlog in ali morda že lahko sporočite novico, se bo Revoz odločil za investicijo mestne električne avtomobile proizvajati v Sloveniji? Torej, težko reči, da se bo odločil. Dejstvo je, da so se predstavniki Renaulta v preteklih mesecih, tednih in tudi prejšnji teden mudili v Sloveniji. Pogajanja potekajo. Jaz verjamem, da jih bomo znali uspešno zaključiti, ampak to bo pokazal čas. Gre za zelo veliko investicijo in zelo pomembno investicijo, tudi za francoski Renault. Na nek način podobno pomembno, kot jo je švicarski Sandoz opravil v Lendavi. Kar se pa tiče samih odnosov, jaz moram reči, da sem imel na nek način osebno srečo, da sem se pridružil Evropskemu svetu ravno takrat, ko je bila energetska draginja ena najpomembnejših, če ne celo najpomembnejša tema v Evropi, in sem takrat lahko stkal zelo pomembne tudi osebne vezi z marsikaterim voditeljem. Danes se to kaže tudi v tem, da je Slovenija ne samo na radarju evropskih voditeljev, ampak da je tudi prejemnica največjih pomoči pri poplavah in podobno. Takrat, ko je človek dokaže svojo vrednost na evropskem nivoju, takrat potem tudi Evropa tako vrednost seveda nagradi. In greva domov. Pred dnevi je poslance, tudi člane vlade in državnega sveta nagovorila predsednica republike. Vi ste bili takrat v Bruslju, opaženo je bilo, da vas ni med nagovorom. Je šlo za politično sporočilo ali samo res ni bilo mogoče uskladiti terminov? V Bruslju so evropski sveti sklicani 2 meseca vnaprej. Težko bi rekel, da bi lahko sam premaknil zasedanje Evropskega sveta, na katerem je še ostalih 26 voditeljev evropskih držav. Tako da, torej brez političnega sporočila. Kako ste vzeli njene besede? Rekla je nekako, tako prostora za elitizem ni, rokohitrstvo pri sprejemanju zakonov ni dobro, spoštovati je treba pravno državo. Ste tukaj prepoznali kritiko tudi vašega dela? Nekateri poslanci so vzeli kot dobronamerno kritiko. Kaj ste vi videli? Vsaka dobronamerna kritika je v resnici koristna. In kot rečeno na začetku, sem človek, ki sem prvič pozitiven in hkrati se zelo rad učim. Marsikaj od tega, kar je bilo rečeno, sem prepoznal tudi sam in nimam nobene težave, da bi sprejemal tisto kritiko, ki je usmerjena v nadaljnjo rast in v izboljšave. Tako da... Vaš odnos s predsednico republike v nekaj intervjujih v zadnjem času je rekla, tej vladi ne želim škoditi, potem pa še nadaljevala, tej vlade ne pomagam rušiti. Tudi takšni zapisi so bili o zadnjih. V kakšnem odnosu ste s predsednico? Ona pravi, da ste vzpostavila nek dialog, da pa je ta zastal v zadnjem letu. Jaz mislim, da je tukaj za neko medosebno dinamiko. Moram priznati, da v zasebnih odnosih, spravi, ko se srečava kjerkoli, imava odličen odnos. Med uradom predsednika države oziroma predsednice države in vlado, pa vedno vlada na nek način, kako naj temu rečem, razmejitveni
način delovanja. Spravi, vedno se nekatere teme prekrivajo, druge se ne, in k temu je treba najti sproti potem tudi rešitev. Jaz mislim, da imamo zelo korekten odnos in da bo tako tudi ostalo. Kaj pa zamerite, ker je sprejela bivšo notranjo ministrico Tatjano Bobnar? Jaz nisem zamerljiv človek, ravno obratno, se pa zavedam tega, da ko je nekdo zaposlen v uradu predsednice države, je ta oseba politična oseba, je političarka. Na kakšen način deluje, naj si pa vsak sam ustvari mnenje. Torej, rekla je, da vlada lahko uspe, če se loti reform, ki jih je obljubljala, in to je tudi vaš namen pri zdravstveni reformi. Danes ste rekli, v parlamentu še vedno ostaja prednostna. Pa me zanima, če ne gremo na čisto aktualne zadeve, ampak leto ministrovanja Bešič Loredana. Ko je odstopil oziroma podpisal izjavo, ki ste mu jo vi dali, ste rekli, da bo zdaj iščete ministra, ki bo šel v pravo smer. Torej, ali je bilo eno leto tega ministrovanja zapravljenih, napačna smer, je to bila res smer privatizacije, lahko danes vemo, kaj je bilo v ozadju? Najprej ne rečem tako. Ko smo zastavili koalicijsko pogodbo in načrt delovanja te vlade, smo prvi dan povedali, da pri svojih ciljih ne bomo malenkostni, temveč bomo ambiciozni. Da si bomo zastavili cilje, za katere potrebujemo 2 mandata, da jih uresničimo. Zato nismo od nobene reforme bežali. Teh področji, ki jih je treba reformirati, je res mnogo. Ker se konkretno zdravstvo ostaja, je bila vedno prva prioriteta, ostaja prva prioriteta in bo do konca mandata prvega in tudi drugega, če ga bomo dobili. Prva prioriteta. Zakaj? Prvič, ker gre za najpomembnejši javni sistem, od katerega odvisno ne samo naše zdravje, ampak dejansko dobrobit celotne slovenske družbe, in drugi zaradi tega, ker je s tem sistemom v zadnjih 30 letih res šlo narobe skoraj da vse, kar se je dalo. Predvsem z vidika politike. Ali to pomeni, da obstaja čudežna čarobna paličica ali sem jaz čarovnik, ki bo čez noč to rešil? Ne. Čez noč ne, ampak vendarle je leto in pol za vami te vlade. In prvi interventni v zdravstvu, 170 milijonov evrov, najprej se je rekel, se bodo skrajšale čakalne vrste, pa so se v nekaterih primerih tudi podaljšale. Zdaj vidimo, koliko je 170 milijonov, ko se praska 10 milijonov po poplavni obnovi. Ali je bil ta čas zapravljen pri zdravstveni reformi? V enem delu drži, v enem delu se je pokazalo, da v tem letu dni je bila narejena marsikatera napaka. Tega nismo skrivali, to sem tudi povedal ob zamenjavi, pa vendar. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da marsikdo je v preteklosti verjel, da je glavni problem zdravstva premalo sredstev. Jaz sem to mantro poslušal dolga leta. V zdravstvu je bilo vse boljše, ko bi zdravstvo ne bilo podhranjeno. In sem v začetku mandata verjel, da če bomo zagotovili dovolj sredstev za zdravstvo, se bodo problemi lahko reševali. Istočasno pa moram priznati, da me je že takrat znani kirurg, dr. Erik Brecelj, ki je kasneje postal predsednik strateškega sveta, opozarjal. On me je opozarjal, v zdravstvu ni problem pomanjkanja denarja, ampak je problem pomanjkanje, žal pri posameznikih, etike in pomanjkanje organizacije. Jaz sem verjel takrat ministru, da bomo z denarjem uspeli večino napak odpraviti. Po letu dni se je izkazalo, da nekatere stvari so bile odpravljene, nekatere da. In predvsem naučili smo se ogromno tega, kaj v drugem poskusu, ki že poteka, poudarjam, že poteka, katerih napak ne ponavljamo in kam ne damo pozornost. Tako da 140 tisoč ljudi je še vedno brez osebnega zdravnika, ni samo to stvar te vlade, ta stvar se vleče. Kdaj, v koliko časa? Zagotovo to ni vprašanje, ko bi bili gledalci, volivci, državljani zadovoljni, da bo to morda čez 8 let, kot pravite, 2 mandata. Kdaj tisto oprijemljivo, ko se ne bomo več pogovarjali da čakalne vrste še rastejo? Ne, čakalne vrste v tem trenutku so se ustavile, pa vendar je tisto, kar je treba povedati, je naslednje. Čakalne vrste v zadnjih 12 mesecih se je poskušalo reševati vse naenkrat. Med njimi so bile take, ki so življenjsko zelo pomembne in take, ki so manj. Tudi zaradi tega smo mogoče porabili denar, ne nujno za najbolj prioritetne zadeve. To ste morali pričakovati. Takoj, ko se malha odpre, so bile tiste nenujne operacije lažje. Za nazaj
Tudi jaz to pa za nazaj tudi sam to vidim. Da. Verjel sem tistim, ki so govorili, da je treba zdravstvu pomagati prvenstveno z denarjem. Izkazalo se je, da denar ni ključen problem zdravstva. Tudi to je zelo pomembno spoznanje. Pa se vrnem na vaše vprašanje. Prejšnji teden je bil sprejet interventni zakon, ki predstavlja temelj, na podlagi katerega bo zdravstvena zavarovalnica pripravila program svojega dela za prihodnji 2 leti. Na podlagi tega programa bomo sprejeli uredbo o oblikovanju programa storitev za obvezni zdravstveni prispevek. In ta uredba je temelj, s katerim bomo začeli denar v zdravstvu ciljno usmerjati v skrajševanje tistih čakalnih vrst, ki so za ljudi najbolj pomembne. Kardio, ortopedija in pa gastro. Fokusirali bomo denar zelo ciljno na tista področja, kjer so zamude dejansko najbolj škodljive za ljudi. Jaz verjamem, da bomo v tem drugem poskusu... Denar do pacientov. Jaz verjamem, da bomo tudi zdaj prišli do pacientov, vendar ne nujno za storitve, ki so najbolj pomembne. Ob tem interventnem zakonu, gospod predsednik, ki ga omenjate, pred dnevi je bil sprejet, drugi pač interventni v zdravstvu, nastala je zanimiva situacija. Poslanka Levice je rekla, to je najboljši zakon, ki smo ga videli v zadnjem desetletju, eden najboljših. Poslanka SD-ja, druge koalicijske stranke pa zakon bomo podprli, a z grenkim priokusom. Torej, pri zdravstvu s čim ste zadovoljili stranko Levica, njihova stališča, njihovo zasledovanje ciljev in ne v celoti SD-ja. So to dvojne prakse, tako imenovane dvoživke? Jaz bi težko rekel in težko sodil ostalih. Meni je pomembno, da povem, kaj je tisto, zaradi česa smo mi ta zakon predlagali in tudi smo z njim zadovoljni. Predvsem zaradi tega, ker je ta zakon usmerjen na en sam cilj. Da poveča dostopnost javnega zdravstvenega sistema za bolnika na eni strani in da to naredi na način, da ojača javne zdravstvene zavode. Spravi ne, da razprši denar po sistemu, tudi med koncesionarji in zasebnike, ampak da primarno poskrbi, da bojo javni zdravstveni zavodi tisti, ki bodo nosilci skrajševanja čakalnih vrst, pa tudi s tem v resnici zdravstvene reforme. Torej, ne bolj v prid Levici in manj SD-ju? Ne gre se za politično. Vsaka stranka ima svoje stališča, bolj se gre za to, da je to v prid javnim zdravstvenim zavodom in javnemu zdravstvu. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja, vemo, to pa je bila že pred leti predlog stranke Levica, potem ponesrečeno je zaradi tega tudi Levica odtegnila podporo Šarčevi vladi in posledično potem Šarec odstopil. Torej, vi ste zdaj to ukinili iz dopolnilnega zavarovanja, ki ni bilo obvezni prispevek. Gospod predsednik, koliko časa bo, vemo, v zakonu je napisano 35 € prihodnje leto ostaje enak. Koliko časa bo ostal tak, da se ne bo spremenila recimo košarica pravic in kaj pravite o progresivni lestvici? V koaliciji vam vsake toliko povedo, ne tistemu, ki dobi več, ki je bolje plačan, bo treba več vzeti. Vi niste naklonjeni temu, kolikor javno spremljam. Naj poudarim, ko ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bil en najtežjih političnih izzivov, da, kot ste sama rekla, marsikatera vlada si je ne samo skrhala zobe, ampak je celo padla. V tej koaliciji smo uspeli ta zakon, ki je bil pripravljen v prejšnjih mandatih, končno spraviti skozi državni zbor. Kaj je bil namen tega zakona? Dvojen. Na eni strani, da se omejijo stroški, takrat so bile napovedi strani zasebnih zavarovalnic, kako se bo drastično povečali stroški za to dopolnilno zavarovanje, spravi zamejitev stroškov in zamrznitev na eni strani, na drugi strani pa tudi ta, da se iz zdravstvenega posla umaknejo zasebne zavarovalnice, ki so v preteklosti v resnici imele zelo lepe dobičke ravno na tem zavarovanju. S tem smo prevzeli nase tudi odgovornost in od nje ne bežimo in predvsem s tem krepimo javno zdravstveno mrežo, kot sem napovedal prej. To je glavni razlog, zakaj smo to šli in verjamem, da v naslednjem koraku, to je pa leta 2025, kot smo napovedali, takrat bomo pa celoten obvezni zdravstveni prispevek morali redefinirati in ga tudi vzpostaviti na novo. Takrat se bomo odločali tudi o tem, na kakšen način se prispevki za zdravstveno blagajno zbirajo. Danes govoriti o tem je prezgodaj, danes smo imeli druge načrte. Glas ljudstva. Nekateri vam očitajo, predvsem v politiki, da poslušate, kar se tiče zdravstva, bolj
ulico v narekovajih, kot pa zdravnike, medicinske sestre, torej Glas ljudstva, najbolj znana obraza sta Jaša Jenull in Dušan Keber. Oni so zbrali več kot 6000 podpisov za tako imenovani državljanski zakon. Pravijo, da v tem interventnem prejšnji teden sprejetem je nekaj dobrih stvari, ampak da če ne boste šli še bolj proti skrajševanju čakalnih vrst in tako naprej, bodo vložili svojega. Glejte, Veliko ste se pogajali tudi, oziroma pogovarjali, ministrica aktualna, z Glasom ljudstva. Jaz verjamem, da se je ministrica pogovarjala z vsemi deležniki v zdravstvu, vključno z gospodi, ki jih omenjate. Tisto, kar je pomembno, je, da je interventni zakon nastajal strokovno. V okviru kabineta, mojega kabineta, deluje strateški svet za zdravstvo pod vodstvom dr. Erika Breclja. Oni delujejo na tem področju skoraj celo leto že. Oni so strateški svet, ki vključuje več kot 30 strokovnjakov iz različnih področij, ne samo zdravnikov, pod vodstvom zdravnika, ampak ne samo zdravnikov, ampak predstavnika pacientov, sindikatov, političnih strank, ekonomistov in podobno, in tudi zdravnikov. In v tem strateškem svetu nastajajo izhodišča, tako za reformo, kot tudi za zakone. Interventni zakon, poslušate stroko. zagotovo ministrica, pa tudi sam, daje primarno težo pri rešitvah, ki jih potem dajemo v sprejem parlamentu, stroki. Morda stavek ali dva komentarja na javni spor UKC Ljubljana, Univerzitetni klinični center in medicinska fakulteta glede opravljenih preiskav in cen zanje. Tukaj je bil kar boleč javni spor, sicer je bila hitro dosežena mediacija, ker tukaj bi lahko bila ogroženo zdravje ljudi. Kako ste vi videli od zunaj ali pa če ste bili del mediacije? Moram priznati, da ne poznam detajlov. Bil sem pa zelo zadovoljen, ko sem videl, da se je ta spor hitro in v pomirjujočem duhu rešil, tako da verjamem, da bosta vodstvi enako delovali tudi naprej. Gospod predsednik, kje vi vidite razloge za padec, občuten padec podpore tako vaši vladi, ministerski ekipi kot stranki Svoboda? Pa nekateri me prepričujejo, da je to nekaj normalnega. Sam bom pa rekel, da tisto, kar šteje v politiki, so vedno in izključno samo volitve. Ankete so lahko dobrodošel pokazatelj na pol poti, kako ti gre, ampak kdor bo ravnal svojo politiko po anketah in ne po ciljih, katerim se je zavezal na začetku mandata in za kar je v resnici dobil podporo volivcev, verjamem, da ne more dobro zaključiti. Sam se držim tega, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, ker zato smo dobili mandat volivcev. Včasih so nekateri ukrepi manj popularni, včasih so nekateri ukrepi tudi manj razumljeni, dokler rezultati se ne pokažejo. Jaz sem optimist po naravi, vedno sem bil in bom ostal do volitev in verjamem, da takrat bo tudi prava anketa izpeljana. Ampak se veste, ljudje gredo za zmagovalcem. Ali je v takih razmerah, ko se niža podpora, govorilo se tudi o predčasnih, o tem morda kaj kasneje, ali je težje dobiti ministre, kandidate? Vi sta dva sta pravzaprav odstopila oziroma ste jih zamenjali, ne da bi imeli takoj zanju zamenjavo. Recimo kmetijskega še vedno čakamo, morda lahko poveste, bo to Vojko Adamič, kaj čaka predlog, da gre v državni zbor ali? Jaz naj najprej povem, to je pač moja osebnostna karakteristika, nikoli ne delam ljudem za hrbtom. Če bi jaz iskal ministra, še preden bi se znano obstoječega, da ga bom menjal, bi pomenil, da sem mu za hrbtom delal in dobesedno mu spodnašal stol. Jaz, ko ugotovim, da nekdo ni kos svoji nalogi, se najprej od njega poslovim, šele naslednji dan začnem iskati zamenjavo. Tak sem, hočem biti iskren, jaz vam ne morem gledati v oči in se delati, da boste vi ostala, v resnici se pa pogovarjam s 3 ali 4 kandidati, ki vas bojo zamenjali. To pa žal ni moj sloh. Razumem, da je to v politiki nekaj nenavadnega in se danes vsi temu čudijo, ampak jaz bom še naprej tak. Še naprej bom iskal ker je bilo zamenjave. nekaj prostega teka, prostite. Vedno to pomeni sicer prosti tek, ampak na področju, če hočete, zaradi osebne svoje lastne vesti in zaradi odnosov, ki jih imaš s svojimi najožjimi sodelavci, bom vedno enako deloval. Kar se tiče kandidatov, mislim, da smo dobili 2 zelo dobra kandidata za ministra za javno upravo in za ministra za naravne vire in prostor, preizkušena kandidata, ravno zato, da ni prostega teka, ker ne potrebujeta uvajanja. Eden od njih je bil državni sekretar v tem času, drugi pa poslanec.
Pri kmetijstvu je v resnici kandidat bil moja izbira že dlje. V resnici je bil gospod Vojko Adamič je bil kandidat že pred letom in pol za ministra, pa smo kasneje želeli, zato da smo uravnovesili število ministric in ministrov, smo dali prednost v tem primeru dami. Nič narobe, zdaj bo imel gospod Adamič spet priložnost, da pokaže svoje znanje. Zakaj še ni imenovan? Preprosto zato, ker je v tujini. Mislim, da bo naslednji teden, celo ta teden imel zaslišanje in da bo potem lahko tudi svoje naloge. Torej gre v parlament. Je pa bivši upokojeni vojak kritike, da pač potrebuje nekoga na tem resorju, ki pozna kmetijstvo. Kaj pravite? Jaz mislim, da bo gospod Adamič sam dokazal, kako kmetijstvo pozna. Verjamem, da bomo vsi pozitivno presenečeni. Je vaša ideja zelo artikulirana, najprej se je špekuliralo o njej, potem pa ste to artikulirali o rekonstrukciji, reorganizaciji vlade, da bi iz 20 prišli na 12, čeprav ste na referendumu dobili podporo za 20, ker ste tako želeli kot vlada. Ali je ta ideja zdaj pokopana? Bolj ali manj je očitno, da je pokopana, pa me zanimajo razlogi, zakaj ste si premislili. Mogoče je to ena od stvari, ki jih v politiki drugače dojemamo, kot na primer v gospodarstvu. Seveda sem jaz zelo jasno povedal, da v času popoplavne obnove je lažje usmerjati in koordinirati manjše število ministrstv. Nenazadnje smo tako koordinirali ministrstvo za naravne vire, za vode in pa za infrastrukturo v zadnjih 3 mesecih in stvar je zelo učinkovito delovala, ker smo jih koordinirali kot eno ministrstvo. Ko sem ta predlog, ko sem o njem razmišljal, rad delim svoje razmišljanje z javnostjo. Mogoče v politiki deljenje razmišljanj z javnostjo ni ravno najboljše sprejeto, tudi to mi je, če hočete, ena od lekcij, sem jo razumel. Javnost se je zelo burno odzvala, javnost ne samo koalicijski partner, ampak javnost, če šli so na volitve, na referendum, pritrdili 20 ministrstvom in zdaj zmanjševanje, kar bi spet zavleklo. Ampak vse razumete, da se razmere spreminjajo. Ko je bil v času referenduma, še nismo ne vedeli, še manj pa utrpeli katastrofalne poplave. Moj predlog za rekonstrukcijo z namenom ožje vlade, da bo bolj učinkovita, je izhajal iz tega, da smo želeli učinkovito koordinirati popoplavno obnovo. Danes jo bomo pač koordinirali na drugi način in mogoče boste presenečeni, da se da določene ukrepe izvesti tudi brez politične rekonstrukcije. Zdaj pa citat. Predsednik vlade ni neposredno zahteval mojega odstopa. To je rekla predsednica parlamenta v tem studiu. Torej, gospod predsednik, kako posredno ste zahtevali njen odstop in pravzaprav zakaj? Zakaj je šlo v ozadju? Jaz razum, da povem, da nisem zahteval njenega odstopa, več vam ne morem povedati. Nenazadnje je predsednica državnega zbora sama zelo korektno ocenila in se umaknila iz funkcije v stranki po tem dogajanju, po tem svetu stranke. Meni se je to zdelo takrat z njene strani pošteno in tudi danes imava dober in korekten odnos in sodelovanje med vlado in državnim zborom poteka zelo dobro. Včasih imamo kakšen izziv na tej relaciji, vedno je ta obstajal, ampak... Torej ne držijo informacije, da ste se pogovarjali oziroma vaši ljudje pogovarjali z NSI-jem iz opozicije in SDS-om ali bi podprli zamenjavo Klakočar-Zupančič na čelu parlamenta? Jaz sem teh govoric slišal kar nekaj. Do mene... To je gospod Tonin napisal v pismu svojim članom. Jaz sem teh govoric slišal kar nekaj. Do mene nihče ni prišel ne s takim predlogom, niti ne po soglasje, da kaj takega izvaja. Tako da, več kot to ne morem komentirati. Torej nikoli opcija, da je vprašanje položaja Klakočar-Zupančičeve, oziroma da je pod vprašanje položaj. Mi smo demokratična stranka in se lahko pogovarjamo vse, kar želimo, pa vendar nobena akcija, kot vi pravite, še najmanj akcija, ki je bila usmerjena iz strani vrha stranke, v tem duhu ni nikoli bila, ni stekla. Po tistem dramatičnem, pravzaprav na 2 televizijah v prime timeu izključitev 2 članov Svobode, ena od teh je bivša poslanka. Kaj ste dosegli s tistim? Kaj ste dosegli? Je to bilo poenotenje potem poslancev, je to bilo ne glasovanje ali pa vzdržan glas več, je to discipliniranje poslancev? Kaj je bil učinek te izključitve? Poglejte, Gibanje Svoboda je v resnici mlada, pa hkrati velika stranka z vidika števila poslank in poslancev. Jaz mislim, da se temu dogajanju, ko od 41 poslank in poslancev izključimo eno poslanko, pa čeprav razumem, da je stvar lahko politično burna, da je to nekaj,
čemu se pripisuje prevelik pomen. V resnici iz Tega še vidika, nismo videli v nobeni stranki. v resnici iz vidika tega, kaj je pomembno za ljudi, gre za obrobno dogajanje. In jaz sam, tudi poslanki Pašek, želim na njeni poti, samostojni poti, do katero se je podala, vso srečo in vse dobro, in ne vidim nobenega razloga, da bi zaradi tega v Sloveniji bil katerikoli življenjski projekt ogrožen. Če se stranka odloči, če organi stranke odločijo, da nekdo ne ustreza več vrednotam, katere verjamejo ostali člani, obstaja popolnoma logična poteza, da se takega človeka izključi. Bilo je vprašanje, seveda, tudi zaradi načina izključitve, ne da bodo zostali kakšni projekti zaradi tega, to se zagotovo strinjamo, da ne, ampak o notranji demokraciji v vaši stranki, ko ste šli na volitve, ste rekli, drugačni bomo od naših predhodnikov. Jaz mislim, da smo mi zelo drugačni od naših predhodnikov in še enkrat, notranja dinamika v tako veliki poslanski skupini in s tem stranki se bo vedno dogajala. Ker smo mladi in novi, je mogoče ta dinamika bolj burna, kot je v kakšni ustaljeni stranki, ker so vse te procese dali že skozi. Mi jih pač moramo dajati pred občinstvom, dobesedno v živo, ampak tako pač je. Ampak poročilo preiskovalne komisije, ki jo je vodila poslanka Pašek Šetinc, pa ste soglasno podprli v Svobodi, tako kot vsi drugi poslanci. Jaz ne vidim, ravno zdaj ste sama dala zelo dober odgovor, kolikšen vpliv je na videz burno dogajanje v stranki imelo na delovanje parlamenta. Ničen. In ravno to vam hočem razložiti. Ampak kaj to pomeni, da ne more nekdo igrati za nasprotno ekipo, za drugo ekipo, da ne more streljati na lastni gol? Kaj v teh besedah to pomeni? Jaz verjamem, da ste tudi vi del neke ekipe, v tem primeru RTV-ja. Jaz verjamem, da znotraj ekipe si boste prizadevala ves čas, da boste imela zaupanje svojih najbližjih sodelavcev in sodelavk. To je zame elementarna poštenost delovanja znotraj ekipe. Jaz več kot to ne morem razložiti. Se pravi, je šlo za zaupanje oziroma nezaupanje. Kako ste videli zaplet, tako imenovani tehnični zaplet pri glasovanju o predlogu pravzaprav SDS-a, da se 100% uskladijo socialni transferji? Se vam je uprl del poslancev? Ne, zdaj me sprašujete o dogajanju v parlamentu. Da. Razumeva oba, da ne vodim parlamenta, pa vodi vlado. Kako ste vi razumeli, šlo je za predlog vlade o 70% usklajevanju? Poslanci so očitno, in čez 2 dni so to storili, potem potrdili 100%. Ali je bil potreben ves ta manever? Ni šlo za manever. Kar vam hoče razložiti je, da so parlamentarne službe, pa nisem jaz njihov vodja in samo povzemam medije. Parlamentarne službe so ugotovile, da je šlo za tehnično napako pri glasovanju. Kako je to možno, se sprašujem enako jaz, kot se sprašujete vi. Ko je bilo ponovljeno glasovanje, 2 dni kasneje sva s finančnim ministrom nekako razumela, da imamo še 2 dni časa več, da najdemo denar, s katerim nadomestimo ta izpad, če kot koalicija enotno podpremo usklajevanje. Sva se potrudila, denar sva zagotovila in zato je bilo možno, da smo tudi koaliciji dali enoten signal. Lahko podpremo 100% soglasje, lahko podpremo 100% usklajevanje socialnih transferjev, ker bomo ta sredstva zagotovili skozi davek na tobačne izdelke, sladke pijače in alkohol. Prej pa ni bilo mogoče tega denarja najti, dokler ni prišlo do tega zapleta. Ne gre za to. To sem napovedal. Nekonsistentno je izgledalo, takrat bili ste bolniško odsotni, takrat v parlamentu vaši poslanci, jaz sem glasoval proti in ti isti ljudje so potem čez 2 dneva glasovali za. A se ni dalo to prej urediti brez te drame, ki je, moram reči, tudi v javnosti bila sprejeta, kako je mogoče, da ponovijo glasovanje, da je to mogoče, ampak kaj, če bi res prišlo do kakšnih zapletov? Ljudje pravijo kibernetski napadi, vpadi na volitve in potem gledajo v parlamentu, kako se je v bistvu iztikalo kartice, poslanske kartice in zmedlo sistem, tako piše poročilo. Verjamem, da nihče od Svobode ni iztikal kartice, če jih je kdo, naj sam to pove, zakaj jih je. Bolj pomembno kot to je pa naslednje. Razumel sem vaše vprašanje, imate prav, bilo je ogromno drame, preveč drame.
Tisto, kar zame šteje in kar za ljudi šteje, je vedno in samo rezultat. In rezultat, tisti, ki šteje in tisti, ki je veljaven, potem, ko je bil proračun potrjen, je, da je usklajevanje 100%. In do tega rezultata smo prišli zato, ker, kot ste sama povedala, tudi ko sem bil na bolniški, sem se skupaj s finančnim ministrom, ki je bil v tujini, sva se potrudila in našla vire, dodatne vire, zato da bomo lahko ta denar zagotovili. In to je vse, kar imam za povedati. In takrat, ko ste bili bolniško odsotni, vas je nadomeščal v vlogi predsednika vlade začasno Luka Mesec. Glede na to, da imate v 20-članski vladi polovica vaših iz Svobode, je šlo za nezaupanje do svojih, kakšen poseben razlog, ali samo pragmatizem, kot je Janez Drnovšek nekoč za kratek čas Marjanu Podobniku prepustil nadomeščanje? Bom rekel, tudi temu se pripisuje prevelik pomen. Samo sprašuje, če je kakšen razlog. Skritega namena ni pri temu. V tem trenutku imamo 2 podpredsednika vlade, oba sta koalicijska partnerja. Glede na aktualnost razmer, katere teme so bile na dnevnem redu in glede na to, da je predsednica Socialnih demokratov v resnici zunanja ministrica in mora biti tudi zaradi razmer v Palestini, mora biti odzivna na mednarodnem parketu. Je bila odločitev za Luko Meseca edina možna. Zato pravim, včasih je treba pogledati čez skriti tisk, ki ga ni, in ugotoviti, da so nekatere izbire edine možne in posebno logične. In so pri Tatjani Bobnar, tistem zelo odmevnem zaslišanju pred preiskovalno komisijo, ki je pravzaprav vaša oziroma Svoboda je dala predlog zanjo, očitki o vaših domnevnih pritiskih na njo oziroma na policijo. Kaj, če bo KPK ugotovil, da je šlo za kršitev zakona o integriteti? Boste rekli, da gre za političen konstrukt, rušenje vlade? Ne, jaz bom zelo jasno povedal. Integritete nisem kršil in sploh ne razmišljam o tem, da bi karkoli na to temo izjavil. Preiskovalno komisijo, kot rečeno, točno pred letom niste jo napovedali, kmalu po odstopu Tatjane Bobnar, vodi poslanec Lamut. Zdaj v zadevi Sova in pričanje o aretaciji ruskih vohunov se zdi, na prvi pogled seveda nimamo dostopa do večine podatkov, da je nekako okužena ta preiskovalna komisija, da bo težko delovala naprej. Ali je to cilj, se sprašujejo mnogi. Najprej si bom dovolil reči naslednje. Včasih posamezniki iz njim znanih razlogov pozabijo, da smo na funkcijah predvsem zato, da skrbimo za dobrobit države in ljudi, v tem primeru države. Službe, o kateri govorite, in tuji vohuni, primer tujih vohunov, nikoli niso bili predmet razhoda med mano in bivšo ministrico. Nikoli. Da, to vemo. To zgodbo o tujih vohunih je bivša ministrica, političarka, če hočete, prinesla na preiskovalno komisijo dobesedno čez noč, brez da bi to bilo kakršnokoli povezavo s kakršnimikoli političnimi pritiski na njo, dokler je bila ministrica. Jaz mislim, da to pove dvoje. To pove, da v resnici za temi pritiski ničesar ni bilo. Ker če bi imela bivša ministrica dejansko dokaze, da sem na njo politično pritiskal, ne bi širila svojega pričanja s temo, o kateri nihče ni vedel do praktično meseca nazaj. To je prvo. Drugo, namenoma govorim o tujih vohunih, ker gre za tako občutljivo temo, nenazadnje sta oba danes v kazenskem postopku, da je kakršnokoli komentiranje strani politike v resnici pritisk na sodne organe. In mi kot pravna država si tega nikoli ne bi smeli dovoliti. In jaz se bom tega držal in zato ne bom komentiral nobenega postopka proti tujim vohunom danes tu v studiu. Razen, da povem, da zavračam v celoti očitke, da bi se kakorkoli vpletal v ta postopek ali celo zahteval, da se ta postopek pelje po mojih željah. Nič od tega se ni zgodilo. Nikomor predlagali, nikomor namignili, zagotovo ne pisno, nikomor rekli neformalno, da se datum aretacije spremeni. Niti te moči nimam, niti te ambicije nimam, niti tega nisem naredil. Bova tukaj naredila piko. Popoplavna obnova, 10 milijard evrov, ekonomisti so rekli, dobro bi bilo vedeti, ker to je strašljiva številka, bi bilo vedeti, v kolkem časovnem obdobju
se bo potrebovalo 10 milijard. V opoziciji vas nek poslanec vsak mesec vpraša, kje je razlika med ocenjeno škodo 5 milijard in do 10 milijard. Zanima me pa to, kaj odgovarjate tistim, ki pravijo, da najprej nabirate, kot vlada, nabirate denar, potem pa se bo videlo, zakaj bo šel. To niti najmanj ne drži. Je pa to vprašanje kompleksno, bom poskušal ga zelo poenostaviti. Obstajajo več načinov, kako ocenjujemo, kolikšna je bila škoda. Do teh poplav, dokler je Slovenija v preteklosti sama krila vse stroške, smo se držali ene metodologije, in to je, da občine preko svojih občinskih komisij popisujejo škodo in jo vnesejo v državni sistem, ki se imenuje AJDA. Ko so občine to naredile, država mi je pri tem celo pomagala na svoj način, ker se nam je mudilo, da bi bil ta popis čim hitreje narejen, je bila neposredna škoda, dajmo jo imenovati neposredna škoda, ocenjena na približno 3 milijarde. To je bil, če hočete, tisti spodnji prah neposredne povzročene škode z teh poplav. Že to je ogromna številka za Slovenijo. Da, ampak, gospod predsednik, to smo pravzaprav poročali o tem, koliko je te neposredne škode. Potem pa se je dodajalo, v bistvu bo obnova popoplavna, da bo trajala več let. Koliko pričakujete? Vemo, da Nemci še 7 let po hudih poplavah še vedno niso pri koncu. Je to 10 let? V kolikih letih? Rad bi vam razložil razliko med 3 milijardami in 10. Potem smo 5. dan po poplavah imeli ta privilegij, smo lahko gostili predsednico Evropske komisije, ki je priletela v Slovenijo in obljubila pomoč Evropske unije. Po metodologiji, ki jo upošteva Evropska komisija. In predsednica je ponudila ne samo denar, 400 milijonov, ampak svojo ekipo iz svojega kabineta, da nam bo pomagala pripraviti vlogo na način, da bomo do teh sredstev zanesljivo prišli. In druga metodologija, če hočete evropska metodologija, tudi sosednja Hrvaška je po isti metodologiji svojo to smo slišali večkrat v parlamentu. Po tej metodologiji, ki upošteva ne samo neposredno škodo, ampak tudi posredne stroške obnove, se je ocenilo, da je neposredna škoda in posredni stroški obnove, če bi želeli zgraditi stvari na pravi odporen način, znaša 10 milijard. Nikjer ne piše, da bomo vse to izpeljali, nikjer ne piše, da bo država vse to pokrila iz proračuna. Ne, to je metodološka ocena v skladu s metodo, ki jo je predlagal v resnici kabinet predsednice Evropske komisije. Seveda smo se te metodologije držali z namenom, da dobimo čim večji denar nepovratnih sredstev iz Bruslja in uspelo nam je. Veste, kaj nam je uspelo? Ne je pomembno. V vseh 20 letih je Slovenija dobila iz Bruslja za pomoč 40 milijonov za naravne nesreče. Tokrat jih bo dobila 400 za eno samo nesrečo. Zato je bilo tako pomembno, da smo se držali metodologije, ki je bila dogovorjena s predsednico Evropske komisije. Dobro, zdaj ste to metodologijo pojasnili. Še enkrat, zelo na kratko. Novi minister Jože Novak je v bistvu po prisegi govoril o številkah, pač realnih številkah, koliko ljudi se ne more vrniti na svoje domove, nekaj čez 300. Pa me tukaj zelo na kratko, gospod predsednik, zanima. Rekli ste, odločala bo stroka, kdo se mora preseliti in tako naprej. Dokot boste poslušali potem lokalno skupnost, krajane? Vedno je stroka, ne lokalna skupnost. Jaz prvič moram reči, da zelo razumem ljudi. Ljudje smo navezani na svoje domove. Ampak tukaj se ne gre za emocije, tukaj se gre za življenjsko varnost. Več kot 300, mislim, da je 320 družin, njihovi objekti so danes taki, da so ali neposredno neuseljivi, huje je pa takrat, ko je objekt na videz useljiv, lahko se v njem biva, pa hkrati obstaja realna nevarnost, da v primeru novih padavin se sproži plaz ali pa da se dvigne voda čez meje, ki bi lahko nevarne. Žal, mi smo v dialogu. Vlada je skozi svoje strukture ves čas v dialogu z vsemi temi družinami, v neposrednem dialogu. Mi jih prepričujemo, ne ogrožajte svojega življenja, življenja svojih staršev ali svojih otrok. Mi vam bomo pomagali, da se to težko odločitev. Spravi, morali bodo zapustiti svoje domove in poiskati svoj dom drugje. Mi jim bomo pomagali pri tem maksimalno, ne samo finančno, ampak tudi pri zagotavljanju lokacij. In tudi danes apeliram na vse, da razumejo, da je v njihovem interesu,
da najdejo svoj dom drugje zaradi ogrožanja njihovih življenj. Dobro, javni sektor, plačna reforma oziroma usklajevanje plač javnih uslužbencev z inflacijo. Kje ste tukaj s pogajanji, danes so se nadaljevala in čisto zadnja današnja vest je sindikat Fides napoveduje opozorilno stavko v januarju. Oni so močen sindikat, marsikatera vlada jim pride naproti. Kaj pa vaša? Spomnim povedati, da sem danes bil tudi sam en del časa na pogajanjih. Da, vse zato vas sprašujem po komentarju. Želel sem videti, kako pogajanja potekajo, če hočete zaznati duh. Jaz sem bil prijetno presenečen nad konstruktivnostjo pogovorov, ampak res sem bil prijetno presenečen, tako da mogoče drama, ki se včasih prikazuje za zaprtimi vrati, v resnici sploh ni. Jaz verjamem, da bomo skupaj s sindikati našli dogovor še v tem tednu. Nenazadnje so pogajanja sklicana v naslednjih dneh, da se nadaljujejo. In verjamem, da bo ta dogovor tak, da bo v korist vseh. Na eni strani proračuna, glede na sredstva, ki sem razpolagal, na drugi strani pa tudi zaposlenih v javnem sektorju, ki jih ti sindikati zastopajo. In ponavljam, danes je bil duh izrazito konstruktiven, zato me tudi ne skrbi, vsaj ne pretirano v tem trenutku, zaostrovanje, ki ga nekateri napovedujejo. In tukaj smo pri sodnikih, ki tudi od vaših happy end, srečni konec, 600 evrov dodatka za sodnike, do tega, da je prišlo do ustavne odločbe, ki jo je treba uresničiti v začetku leta. Danes popoldan je prišel pravzaprav predlog oziroma novica, da pravosodna ministrica 1000 bruto napoveduje oziroma predlaga dodatka. Kaj veste o tem, podpirate, ne podpirate? Torej, jaz sem se nekaj naučil iz tega in to je, da ne glede na to, ali je neka skupina, v tem primeru sodniki, v preteklosti zapostavljena, če ne rešimo celotnega javnega sektorja naenkrat, do rešitve ne moramo priti. O tem sem govoril večkrat tekom letošnjega leta, kot rečeno, sem sprejel svojo lekcijo in ne rešujemo več parcialno stvari v pogajanj v javnem sektorju. Vsa pogajanja potekajo v paketu in takrat, ko bomo dogovorili vse, takrat bomo tudi lahko začeli izvajati v tem primeru plačno reformo. Torej, ustavna odločba, da sodniške plače ne bo imela prednosti pri reševanju statusa. Sodniki so dobili svojo prednost v tem, da je bil njihov del, če hočete, steber sodstva, najprej izpogajan. Je bil še pod ministrico Sanjo Ajanović-Hovnik izpogajan prvi. Pa smo že takrat povedali, eno je izpogajati, in prav je, da je izpogajan, in jaz mislim, da je v korist sodnikov izpogajan, tudi v korist neodvisnega sodstva, potem, ko je izvedba tega pogojena z doseganjem dogovora z vsemi ostalimi sindikati. In jaz sem prepričan, tudi na podlagi današnjih konstruktivnih pogajanj, da je tak dogovor z ostalimi možen, mogoče bo to potrebno dodaten mesec, 2, 3, ni tri pomembno. Pomembno je, da na koncu pridemo takrat, ko z vsemi uskladimo celoten paket in še takrat se lahko dogovori začnejo izvajati. Proti koncu oddaje greva nekaj kratkih vprašanj, ker me zanima vaše stališče. Zimzeleno vprašanje zadnjih 12 let, ko se RTV prispevek ni dvignil. Torej, višji RTV prispevek, da ali ne? O tem nismo še razmišljali. Tisto, kar smo naredili, kar je hitreje, je, da smo RTV-u zagotovili dodatna sredstva, v tem primeru za narodnostne programe. Jaz mislim, da je to pomembno, ker na ta način Ali je to RTV... mogoče, da je to modus potem za prihodnje, da bo na tak način se reševalo Načinov je več, namesto stabilnega načinov financiranja? je več, tudi to je zelo stabilno financiranje, ker se vnaprej ve, koliko boste imeli sredstev v prihodnem letu, naprimer. Bili ste prvi, ki ste vedeli, kakšen bo vaš proračun v letu 2024. Tako da stabilno financiranje javnega RTV-ja je zagotovo tudi ena od naših prioritet. Prihodnje leto, če ne bo drugih volitev, so evropske volitve, kako pomembne so za vas. Veliko se kar javno govori o strahu pred vplivanjem od zunaj, kibernetski napadi. Vemo, da je strah tudi pred skrajno desnimi strankami, da bi na nek način prepričale, še posebej na temi migraciji, prepričale več Evropejcev kot doslej in zasukale na nek način Evropsko unijo. Morda vaš pogled na to. Jaz ne bi govoril o strahu. Tisto, kar nas motivira, je iskanje boljših rešitev za naše ljudi in tudi na volitve, evropske volitve bomo šli s tem programom. Kako Evropo približati ljudem, kako delovanje v evropskih inštitucijah, konkretno v Bruslju, preusmeriti, preobraziti, zato da bodo rezultati za ljudi čim boljši. Zdaj nam je to uspevalo, tudi skozi naše delovanje v Bruslju in verjamem, da bo to tudi prepoznano.
In res zelo kratko, ste v tem času, odkar ste predsednik vlade, vi razmišljali o odstopu ali so bile res v igri, da vas scenarij, da vas zamenjajo v parlamentu z drugim mandatarjem? Tudi to so govorice, o katerih sem dosti slišal in jih bom ponovno v celoti zavrnil. O odstopu nisem nikoli razmišljal, še več. Bolj ko se o tem govori, bolj sem motiviran, da nadaljujem s svojim delom. Zato potem samo še zadnje vprašanje, kdo najbolj vpliva na vaše odločitve? Nevladne organizacije, generalna sekretarka Svobode ali vaša partnerica Tina Gaber? Jaz bom tako povedal. Odločitve zahtevajo, da se posvetuješ s tistimi deležniki, ki so relevantni za tisto področje. Vsak od naštetih je relevanten za svoje področje. In to, kar ste že omenili, mojo partnerico, bom direktno povedal. Gospa Tina Gaber je izjemno srčna oseba in tisti, ki jo poznajo, vejo, da se je celo življenje borila za ranljive skupine. In mi je z tega vidika marsikdaj v navdih, da tudi sam poskrbim za to, da ranljive skupine dobijo prednost. To je potrjeno, da ima vpliv, kot misli javnost, da ga ima. Gospod predsednik, lepa hvala za pogovor, vse dobro želim in uspešno delo še naprej. Hvala tudi vam in jaz želim predvsem tudi gledalkam in gledalcem ene mirne, srečne praznike in ogromno optimizma in dobre volje ob vstopu v novo leto. Hvala lepa. Tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala za vaš čas. Zdaj pa ne zamudite pogovora z opozicijo. Vodila ga bosta Tanja Starič in Gregor Drnovšek. Lep večer še naprej.